Dober, prijazen večer želim vsem vam, drage gledalke in gledalci, poslušalci, ki spremljate naše večere enkrat mesečno, ko se oglašamo iz te prelepe hiše Švicarija, iz ateljeja Stojana Batiča, posebej v živo za vse nas, ki ljubimo knjige in imamo radi lepe, svetle ljudi. Ker je december tak praznični mesec, da bo prazničen tudi nocoj, sem povabila izjemno gostjo, mojo prijateljico Alenko Rebula, ki je izdala z Josipo Prebeg izjemno lepo knjigo Obljubljena dežela. To je zadnja njuna knjiga, o kateri bomo govorili nocoj. Z Alenko, draga Alenka, res dober večer in hvala. Se je prebila čez italijansko-slovensko mejo, da je prišla k nam iz bližine Trsta. In z menoj je njena, smem reči, oboževalka. Absolutno. Oboževalka Tina Košir, ki je vskočila, ker Josipa Prebeg ni mogla priti in Tina je bila presrečna, da lahko ona nocoj z nami. Torej, govorili bomo o tej knjigi, ki nas prebuja, ki nas hrani, ki vliva v nas upanje in zaupanje, ki nam pove, da je mogoče. In to zdaj v teh težkih časih res potrebujemo. Najprej, ljuba Alenka, se bom k tebi obrnila, potem bom pa prosila Tina tebe, da boš prebrala en odlomek iz knjige. Torej, jaz zate vedno rečem, da imaš najlepšo slovenščino na svetu. In bom zdaj še enkrat ponovila. In ta tvoja slovenščina, ta tvoj bogat jezik je tako lep in globok, tudi zato, ker imaš tako rada metafore. Veliko metafor uporabljaš, tako kot je Evangelij, Svetopismo, je pravzaprav knjiga metafor. In zato te prosim, če nam najprej to metaforo Obljubljena dežela malce pojasniš. Ti veš, da je tudi Barack Obama izdal knjigo s tem naslovom, ampak mi dve sta bile prej. Mi je Tina danes to veselo novico povedala, sem rekla, ampak kaj je Barack Obama v primerjavi z Alenko Rebula? Torej, ta naslov kaže na to pot, ki jo imava z Josipom in ki kaže, da vsi pravzaprav potujemo iz neke ujetosti, ki bi lahko rekli tudi suženjstvo. To pomeni, da ti služiš nekemu gospodarju, ki nisi ti in ki ni tvoja skupnost in ki ni niti to, kar te lahko res osrečuje in osvobaja. V sebi točno veš, da ne spadaš tja, da spadaš v drugačen svet, kjer se je mogoče res razživeti, nekaj ustvariti. Ampak je treba na pot in ta pot je dolga in gre skozi puščavo. In v tej puščavi ni samo trpljenja, v tej puščavi se mi naučimo čakanja, vztrajnosti in zvestobe in tudi poguma. In zato ne moremo reči, da je obljubljena dežela kraj, kamor, ne vem, kjer teče tam mleko in med, kjer ni nobene težave. Mislim, da nihče od nas ne misli, da je možno, da se v življenju znajdemo v takem rajskem prostoru, kjer ni nobene težave. Ampak vemo, da smo prišli v obljubljeno deželo, kadar dojamemo in doživimo in izkusimo, da za vsako težavo, ki jo doživljamo, obstaja pot. In da po korakih, ki so mi jasni, in v katere res vložim sebe, jaz počasi dan za dnem pridem ven iz teme, iz sužnosti, iz ujetosti, nekam, kjer lahko potem obdelujem en lep kos svoje zemlje. In to kot posameznik ali tudi kot skupnost, ker kdo bi bil sam na svojem vrtu. Hvala lepa, Alenka. Meni gre zmeraj malo solze v oči, kad ti govoriš. Se mi zdi, da je toliko lepote v tvojih besedah, ki jo pa ne bi mogli biti, če ne bi bila ta lepota v tvoji duši doma. Tina, tebe prosim, najprej že tudi videla, tako gledaš z vlažnimi očmi. Če najprej poveš, kaj ta knjiga tebi pomeni, kako si jo ti doživljala,
potem pa prebereš odlomek, ki si ga zbrala. Ja, jaz tudi doživljam in te solze v očeh. V Indiji so me učili učitelji, da so to vrstne solze znak odpiranja srca in znak tega, da se te dotakne nekaj božanskega, nekaj svetega in tisto, kar je najbolj sveto, je resnica. In jaz čutim vsakič, ko govori Alenka, da govori z glasom globoke resnice, ki jo moja duša tudi prepoznava kot svojo, kot obljubljeno deželo resničnega, bom rekla. In tako da ta knjiga mi pomeni, brala sem jo zelo počasi, tudi v takih krasnih poglavjih zapisana, da lahko se mi zdi, kot bi srkal, narediš požirek te žive vode in potem se včasih vrneš in prebereš še enkrat in včasih greš naprej in se potem vrneš nazaj. Drugače pa doživljam Alenkino delo izjemno pomembno, tudi to, da ni samo ena knjiga, ampak so tudi, recimo sem naročena na Alenkin Novičnik in da ta živa voda priteka stalno, ker te neresnice je okrog nas, se mi zdi toliko, da nas lahko zasužni, če nismo pozorni in če ni stalno dotoka te žive vode in tega zračenja. Tako da je Alenka zagotovo, Alenka in Josip, njun skupni svet je eden od mojih najmočnejših virov v življenju in virov tega preživetja, takrat, ko včasih težko verjameš v obljubljeno deželo. Prebrala bi pa odlomek Graditi domovino. Beseda domovina, če smo jo poslušali v šoli in tako je včasih se mi zdi obtežena s kakšnimi predpisanimi pomeni, ki niso naši. In prav preko Alenkine knjige se mi je ta beseda razstrla kot nekaj, kar lahko srčno občutim. In to točno na način, kot Alenka piše o tem. Graditi domovino pomeni vsak dan narediti nekaj občutenega in resnično svobodnega za svoj prostor v njej. In to brez sklicevanja na dolžnosti drugih, brez očitanja tistim, ki rušijo, saj nas to ne krepi in tudi jasnosti ne prinaša. Potrebne smo veselja do dela, svobode in povezanosti, ne žolčnih polemik, zamerljivega in strupenega obračunavanja, hinavskih nasmeškov in nizkotnih polen pod noge. Če vsaka brani svoj čas, svoj prostor, svobodo svojega uma in suverenost svojih izbir, svojih da in ne, potem bo domovina končno tudi naša. Zaradi tistega, kar bomo vsak dan naredile v ta namen. Samostojna država zaživi, ko postane domovina svojih ljudi. Ker tu govorimo o ženskah, se lahko vsaka vpraša, koliko čuti svojo vsakdanjost kot svojo. Koliko dela, ker je to del njene življenjske vizije in koliko, ker se je vdala v to kot edino možnost. Koliko se spominja svoje otroške podjetnosti, svojega zaupanja, da lahko poseže in kaj spremeni po svoji meri. Koliko računa nase, da lahko zavaruje svoj notranji prostor samostojnega odločanja. Spremeniti najprej sebe v svoj prostor. Tu se vse začne. Ga zapreti pred vsemi, ki vdirajo svojimi nauki, zahtevami in kritikami, ga odpreti svežini in naklonjenim gostom. Spremeniti svoje telo, ki ga ženemo vsak dan naokrog in ga vržemo spat v svoj ljubljeni, zavarovani in varni, spoštovani dom. Spremeniti odnose, da bomo med ljudmi na svojem, ker izbiramo s kom, kdaj, kako in zakaj želimo ustvarjati, v kar verjamemo. Če smo svojega prostora zbežale, če so nas pregnali, če smo se preganjene umaknile, potem je čas za vračanje v lastno telo, srce in um. Lahko pridobimo nazaj, kar je naše. Nič ni izgubljeno, dokler živimo. Se mi zdi, Alenka, ja, jaz imam zdaj zelo odprto srce, ker imam skozi solzne oči.
se mi zdi, da je Tina zbrala tipičen odlomek, v katerem je povzetek celotnega vajinega potovanja življenjskega in tudi skozi to knjigo, ki nam omogoča, da stopimo po tej poti, ki je naša lastna, ker to nenehoma poudarjata tudi mi. In kar mi je zelo všeč, se knjiga že začne stavkom osebno je skupno. In če še to malce razdelaš tukaj, prosim, ker ljudje kar mislijo, da politični aktivizem, revolucije in tako naprej rešijo probleme. Ne, tukaj se začne, a ne? Ti rada rečeš v koreninah, ne? Tako da prosim, če to osebno je skupno, malce pojasniš. Ja, mogoče to je tudi pravzaprav tista stvar, v kateri sem jaz najbolj spremenila svojo držo, ne po srečanju z njo. To, ker jaz sem zelo verjela v to, da recimo taki, ne vem, družbeni boji, oglašanje na javnih mestih, simpoziji in vse te zadeve, da to res premika zgodovino. Potem se je vedno bolj v mojem življenju pokazalo, da to ne deluje oziroma pelje drugam. In nazadnje sem ugotovila, da to delo, v katerega potem je usmerila Josipa, je pa nekaj drugega. Se pravi, da gre za to, da mi posameznika počasi ozavestimo, ga spremljamo, da odkrije, kaj vse v njem je rušilno. Se pravi, na kolikih področjih svojega življenja ruši, namesto da bi gradil. In v partnerstvu in odnosu do z otrokom, do svojih staršev, mogoče do svojega okolja in celo do lastne zgodovine ima lahko in tak pogled, ne, ki ruši. In šele ko to ugotovi in vidi, kaj dela, ne, na vseh teh področjih, lahko počasi stopi in iz tega avtomatiziranega delovanja in postaja bitje, ki gradi. Torej počasi, dan za dnem, z področja na področje ugotavlja in se odloča, da bi želel v svojem življenju drugače delati, kot je mogoče bilo njemu tudi v dediščino dano, ker te stvari mi dobimo, ne, udar, rečemo tako udar po ljudeh, ki smo jih imeli radi, ne. In torej mi potem, bi lahko rekla, izročimo in vrnemo v skupnost človeka, oziroma tja odide drugačen. In ko odide drugačen v skupnost, bo lahko končno dal svoj prispevek. In kamorkoli ga bomo dali, kamorkoli bo šel, bo prinesel to in bo, bi lahko rekli, ne tak zdravilen del svoje skupnosti, obnovitvene sile ima v sebi. In kamor ga daš, se to vidi. In take posameznike mislim, da mi dve želiva prebujati. Najprej v sebi, seveda, ker vedno na novo je treba to odkriti, ne? In potem na vsakem človeku, ki si vzame čas in nam zaupa in pride k nam, želimo tako v nekem skupnem krogu odkrivati ta potencial, ker naš potencial, da ustvarjamo, se prebudi šele, ko nehamo rušiti, ne? Ko nismo več zaposleni z vsem tem, kar dela svet tako težak in predvsem naše lastno življenje. Tina, zdaj si na svojem področju, tebe so v Indiji poimenovali, ne, nosilka luči ali nekaj takšnega. In Alenka pravi, da samo kdor ima v sebi svetlobo, lahko razsvetljuje druge in prispeva to svetlobo v domovino tudi takrat, kadar je tam zelo temno. In se mi zdi, da so zdaj časi, ki so dostikrat sivi in temni, pa vendarle obstaja luč in obstajajo svetilniki, kot je Alenka, ki nam govorijo, če boš ti postal svetloba, bo svetlo okrog tebe. Če bi še ti kaj na to temo in seveda v harmoniji s knjigo Obljubljena dežela, kar itak sta povedala. Manca, samo nekaj bi dodala, če lahko, ker mi je zelo pri srcu, ne. Da jaz dostikrat srečujem ljudi, ki sebe predstavljajo kot razsvetljene, ne. To je pa nekaj drugega. Evo, in tukaj gre za to, ne, da srečujemo te ljudi, ki se v bistvu nekje sončijo v svoji lastni svetlobi in
to ni tisto, kar pomeni biti. In mislim, da mi nismo luč. Mi smo neke vrste drag kamen, ki odseva luč. In to luč mi dobimo od drugih, ki se jim bližamo. Ne? Torej, v srečanju se mi zasvetimo. Nismo mi tisti, ki porajamo, ker drugače se zatečemo v neko tako pogled nase, ki po moje je daleč od tega, da bi bil res razsvetljujoč za kogarkoli. Prosti, da sem te prekinila. Iz odnosa se poraja ta luč, ne. Ja, gotovo nismo mi sami zaslužni zanjo, ampak smo pa zaslužni, da jo nosimo, prežigamo in to pa... Da se odzivamo in da lovimo to luč, ne, in jo odsevamo, to pa je. To pa je naša izbira, ne. No, Tina, če nadaljuješ. Jaz se popolnoma strinjam s tem, tudi to, kar si ti rekla, mislim, da smo vsi bitja luči v enaki meri in da ni nihče od te svetlobe nikoli odrezan od te svetlobe, ki prežarja svet in življenje, te svetlobe duha, svetlobe resnice tudi. In Alenka ima v 100 obrazih notranje moči eno prekrasno pesem o tem, kako se ti svetloba, kako je svetloba v tvojih prsih, v tvojem srcu in nič, kar narediš, te nikoli ne more odrezati od te svetlobe. In mislim, da to velja za vsakogar in vedno. In da je jaz to svetlobo čutim kot nekaj, kar je tako kot sonce, ki si je v enaki meri na vse in je nekaj mogoče ena nadosebna svetloba, ki pa vendar ima osebno toplino. In da ta svetloba je tako kot eno sonce, da živa bitja smo pa tako kot eni dragocena ta okna, ki so v cerkvah, ki je vsak iz malo drugačnih barv, iz malo drugačnega vzorca in da ta svetloba, ki je recimo nadosebna, gre skozi okno te naše osebnosti. To okno je počasih zamazano s sajami tega, kar nas je ranilo. In da pravzaprav ta orodja, Alenka in Josi pa tako čudovito pišeta čisto na začetku, mislim, da že na prvi strani, da gre pri obljubljeni deželi v zaupanje za to, da lahko izumimo orodje, in tudi Alenka je to na začetku rekla, se pravi, da lahko izumimo orodje za vsako težavo, ki nam pride na pot. Se pravi, da te saje obstaja čistilo, gobica, krpica za vsako to sajo, da iz tega svojega okna, svojega stekla, svojega diamanta očistimo te saje in da gre svetloba na edinstven način skozi vsako, ta svetloba življenja z velikim Ž, na edinstven način skozi vsako živo bitje po njegovi ali njeni meri. Alenka, beseda, ki se mi zdi zdaj, da bi prišla tale trenutek do izraza, je beseda učenje. Ker da ne bi si kdo predstavljal, da je nemogoče. Ampak je mogoče, mi se v bistvu na tej poti učimo in se lahko tudi naučimo. In če lahko še o tem kaj poveš, ker v tej knjigi pa tudi v vseh tvojih drugih knjigah, na tvojih predavanjih, seminarjih, pomagaš prebuditi nekaj, kar je v človeku, da bi se naučil to živeti in potem ne več rušiti sebe in drugih, ampak graditi. Ta pot učenja. Ja, mislim, da učenje je žal dobilo nek tak prizvok, ker smo šli skozi šolanje, kjer se je izhajalo iz tega, kar ne znamo. Malo drugače bi jaz to postavila, ker tudi moja izkušnja pri delu z odraslimi je ta, da je v bistvu učljivost neko naravno stanje, globoko naravno stanje dojemljivosti za vse, kar je lepo, zanimivo in kar nas oživlja. In to ima recimo otrok v polni meri. Otroka ni treba poučevati, otrok se uči od jutra do večera in je tako odprt za to, da bi našel tisto, kar v njem prebuja največje veselje. Otrok išče to, kar mu je všeč, ker ve, da to, kar mu je všeč, ga oživi. In ko ti oživiš in zaživiš nekaj, kar je prav tvoje, tista stvar, ki jo najdeš, se celo telo spremeni.
Ne? Se razživi, srce bije, dihaš drugače, ne? Vsa tkiva zatrepetajo, ker si našel tisto, kar je zate vir življenja. In v bistvu učenje je drža, v kateri mi začnemo smo pripravljeni to dojemati in se odpremo. In zato je potrebna seveda skromnost, ne? In poleg tega, da je potrebna skromnost in nekdo, ki te spremlja, ker mi radi odkrivamo, otrok rad pokaže. Ko nekaj odkrije, rabi nekoga, ki mu pokaže in nese tisto, ker rabi, da se občudujemo v dvoje, ne? Vsaj v dvoje. In če imamo mi koga, ki se veseli tega, kar mi odkrivamo, da lahko z njim to delimo, takrat šele to učenje sede v korenine, ne? In postane prav hrana za življenje. Zato, ker jaz moram deliti z nekom svoja spoznanja in iz tega nekaj potem ustvariti. To je tako ustvarjalna drža, ne? Je učenje. In še nekaj drugega je važno tukaj, se mi zdi, da če mi ne dojemamo in če se ne učimo, da tako rečemo, v drži popolne varnosti, se pravi, da nimam ob sebi nekoga, ki me gleda, sodi, kritizira in meri, koliko že znam in koliko ne znam in prežina moje napake, ker v tem primeru jaz nisem več varna, ne? Ugasne želja po učenju, se zapre, ne? Človeško srce spoznava, kadar je varno. In potem jaz nujno rabim pozornost. To pomeni, da me kdo gleda, ko jaz nekaj raziskujem in delam in da sem zanj pomembna. In vse te stvari mi potrebujemo kot ljudje, zato da se razvijamo. In torej vse izobraževanje, da tako rečem, ne naj bi, če ga že tako imenujemo, naj bi potekalo v tem objemu pozornosti nekoga, ki mu je dragoceno, da jaz raziskujem, da se razvijam in ki spoštuje mojo drugačnost, mojo edinstvenost, ker vsak učenec je drugačen, vsak človek je drugačen. In ker nam to manjka, smo v odnosu do novosti navadno zelo zakrčeni, zlasti odrasli. Prestrašeni, ne, kaj bo zdaj s tem, polni neke obrambe in zelo zaprti. In to omehčati je kar zahtevna zadeva. Jaz vedno znova to opažam in to opažava obe, ne, na seminarjih, da se držimo starih stvari, ne zato, ker bi bili tako srečni v njih, ker bi bile tako lepe. Ampak zato, ker smo se naučili tako bati raziskovanja in poskusov, ker ni bilo varno. In torej to, da bi mi dali drug drugemu tudi kot skupnost varnost, ne? Da bi malo nehali kritizirati, da bi se veselili doprinosa, ki ga vsak da, to bi v ljudeh sprostilo tisto globoko željo po učenju in odprtosti za spremembe. To mislim, da bi se res poznalo. Zato pa pogosto rečem, da je učiteljski poklic najpomembnejši poklic na svetu, ker če učitelj zmore res videti učenca, a ne, v njegovi posebnosti, enkratnosti, nadarjenosti, bo ta učenec zacvetel. Če pa išče napake, pa to bo pa uvenil. Je dovolj, da pogledaš telo, ne? Kako se telo zapre in neha biti ustvarjalno in ne gre več iskati stvari, če ga gledaš na en določen način ali če ga sploh ne gledaš, se pravi, če ga prezreš, če ga ni. To vse zelo močno deluje. Tina, to je pa tvoja tema. Telo. Ti poučuješ jogo, veliko delaš na ravni telesa in verjameš, a ne, da je telo govori resnico. Absolutno, in to mi je tako čudovita poglavja so tudi v telesu, v tej knjigi, o tem, kako spoznavamo skozi telo in Josipini programi, ne, tukaj se odpira ta jezik teles in to se mi zdi tako čudovito, kar je Alenka tudi poudarila, kako celo telo se angažira pri resničnem učenju in pri resničnem življenju. Jaz sem zelo hvaležna svoji družini, da mi niste nikoli vzeli veselja do učenja in se mi zdi, da je to bil en velik dar, ena velika dediščina, ki sem jo prinesla od doma. Sem pa doživela v šolskem sistemu, da sem se odselila v glavo, sem imela občutek, tako kot da živim kot ena glava in to tako malo. In tisto živim, medtem ko telo nekako
na začetka do konca dne nekako pride. Športne aktivnosti na način te tekmovalnosti in tako mi niso bile blizu, sem imela občutek, da sem štorasta, prepočasna, vse to. In potem, ko sem pri 16 letih se prvič srečala z jogo in našla nek način, kako začutiti svoje telo, je bila to zame prava revolucija in od takrat se poskušam seliti nazaj v telo, in ki je tudi eden od ciljev te obljubljene dežele. Tako da nisem še čist preseljena, ampak vsak dan naredim nekaj za to, da nekaj kovčkov prinesem nazaj, nekaj pozornosti, nekaj čutenja. In dejansko koliko telo govori in kako sporoča to radovednost, vedoželjnost, radost do učenja, do življenja, in dejansko kako pravzaprav je nujno, tudi če karkoli delamo, recimo jaz si zdaj kar vzamem tudi odmore, tudi če moram intelektualno dlje časa delati, da se pregibamo, da prezračimo telo in potem telo sodeluje pri teh procesih, ker brez njega mislim, da te obljubljene dežele, ki je dežela celovitosti, ni. Ja, Alenka, ti si kar posvetila kar en velik del knjige telesu in se mi zdi, da si tudi ti šla po Tinini poti, da si zrasla med knjigami in nisi imela s telesom tega ljubezenskega razmerja, ki ga imaš danes, kot je Josipa marsikaj naučila. In tudi ti delaš jogo, ne? In hodiš na sprehod in plavaš. In ja, in tle noter govoriš, kako je gibanje zelo pomembno. Ja, to recimo, to gibanje, ki je to čuječe gibanje, ne, ki ga uči Josipa in ki je na naših seminarjih tako prisotno, to je nekaj posebnega. In jaz bi opisala malo ta proces, ker mi je bilo, zame je bilo odkritje ne to, da sem videla, seveda tudi to, da sem videla recimo mlado osebo, ki je bila že v tem čuječem gibanju doma in sem videla, kako se pred mano premika kot ena radostna živalca, ki zmore vse gibe. To mi je bilo pretresljivo, ko sem prvič to doživela. Ampak še bolj se mi je pa dotaknilo, to se je zgodilo čez leta, ko sem videla Josipo, ki je vabila žensko polno poškodovanosti. Se pravi, in križ, in to, in kolena, in ne vem, kaj vse bi zdaj naštela. In sem videla, kako je mogoče, da telo uporabi vse te svoje meje, da se sprosti in najde en gib in ustvari en gib, ki je lahek, ki poveže vso to nemoč v nekaj svobodnega, kot ena ptička, ki se dvigne majhno, za nekaj centimetrov. In vidiš to staro gospo, ki zmore ta gib. In ta gib je čudovit in je ustvarjen. Nihče je ni naučil, to ni gotovo ena taka veščina, kjer vadiš gor in dol. In v tem gibu je v bistvu ta ustvarjalnost telesa. Se pravi, kako celo telo služi temu, da najde tisti prostorček svobode, kjer se lahko regenerira in poveže. Mi dostikrat ne pomislimo na to, da je telo v bistvu ena socialna struktura, ki je zelo primerna, ko razmišljamo o odnosih. Telo deluje tako, da vsak del pomaga drugim. Ko en del peša, se vsi ostali deli angažirajo, recimo ali zmanjšajo dejavnost, ali ga podprejo na drug način. Nekaj se vedno zgodi, ko telo trpi, da drugi deli pristopijo. In torej to pomeni biti naravna bitja, da to zaznaš, da to pomeni ta globoka naša povezanost z naravo, ki ima to moč. V naravi vse sodeluje zato, da gre življenje naprej. Že tisočletja narava rešuje življenje iz obdobja v obdobje, tudi iz katastrofe v katastrofo, vedno nekaj zato, da se spet obnovi življenje, da spet lahko in rastlina in žival in potem človek ne živijo. In naše telo deluje po istem principu in tudi naša notranjost in čustva delujejo na isti način. Vedno nekje ta, kako bi rekla, ta čudovita, mogočna sila v človeku, ki rešuje njegovo življenje na vseh ravneh, če mi le
damo svoj doprinos in pustimo, da se to dogaja. Ne? In torej to gibanje se imenuje v bistvu tudi to imete organski gib, ne, se reče. Torej organski gib, ki pomeni, se pravi, da poveže celo telo, ampak ne samo, ob spočetju se začne naš gib in se zaključi, ko umremo. In ni enega trenutka, da ga to ne bi bilo. Vsaka celica se premika, ne, vse v človeku. In torej mi smo gib. In ko bi razumeli, da to, kako bi rekla, da naše življenje je to in da toliko smo živi, kolikor se to dogaja, potem bi bolj razumeli, kako nevarno je biti togi. Se ustaviti, se zapreti, se zakoličiti, ne postaviti zid. Ker to je konec življenja, ne? In ti si vzameš vse možnosti, da bi reševal. Oprosti, da sem tako dolga. Ne, hvala lepa. Zdaj bom pa Tino izkoristila, ker ona je pač profesionalna bralka in zna brati. Če prebereš pesem, ker je Alenka Rebula pač pesnica. Tudi če piše prozo, je ona pesnica. In tale pesem Eno, je nagovorila moje srce. Prosim, Tina. Glej orla, kako razpira krila za svoj veličastni let. Glej svoje roke, kako se odpirajo, da zajamejo zrak in življenje. Glej levinjo, kako premika boke, ko v soncu reže valove travišča. Glej svojo medenico, kako premika zrak, kako se mogočno obrača tja, kjer čuti ljubezen. Glej luno, kako se vdano vrti in kroži med zvezdami z mehkimi obrati. Glej svojo glavo, kako se obrača skupaj s telesom v pravo smer, proč od minulega dne. Vesolje in ti potujeta skupaj, v velikem spevu prerojenja. Lahko ga zaslišiš, ko položiš svoje telo v veliko kroženje življenja. Zdaj pa povej, kar hočeš. Ker se mi zdi, da ta pesem govori o tej veličastju življenja, kjer je vse povezano in kjer, če si dovolimo biti svobodni v tej povezanosti, a ne, če, kot si rekla, nismo sužni, potem je praktično vse mogoče, ne? Celo, da ozdravimo in oživimo. Ja, zdaj mi prihaja na misel, da tisto, kar bi mi bilo dragoceno povedati, je nekaj o tem, kako bi bilo dobro, da ovrednotimo stvari, ki so v nas in okrog nas. Ker včasih, ko gledam tako, kako Slovenci govorijo o sebi, se mi zdi, da je to ena dežela, kjer ljudje ne ovrednotijo ne sebe, ne drugih, kot bi lahko. In tako se mi zdi, da ta sposobnost, ne, da vidim, kar se lepega zgodi, spremeni marsikaj v našem življenju. Bi dala samo primer, ne? Vsak dan mi slišimo, koliko ljudi je umrlo za covidom. In ravno tako bi sodilo k novicam, koliko ljudi je bilo vrnenih v življenje in koliko ljudi je z intenzivnega oddelka šlo nazaj v življenje, ne? Torej, koliko je bilo rešenih. In kdo je seveda k temu prispeval. In torej počastimo zdravnika in bolničarke in čistilke in vse, ki sodelujejo. In torej se zavemo, kaj je bilo vse dobrega narejeno, ne? In kako vsi sodelujejo pri tem, da se nekaj lepega zgodi. Hočem reči, da če jaz ne dam pozornosti na tem, kar je doseženo, je kot da se ne bi zgodilo. Nihče tega ne vidi, nihče tega ne počasti. In kaj imamo potem od tega, da se je zgodilo to dobro, če tega nihče ne vidi. In torej obračanje pozornosti na tisto, kar mi zmoremo, kar lepega imamo, ni samo en tako, kako bi rekla, dejanje hvaležnosti, dosti krat govorimo, gotovo, hvaležnost je zelo pomembna, ampak opažanje tega, kar je, naredi še veliko več. In sicer
nam pomaga, da mi ovrednotimo moč prisotnosti drugih v našem življenju. Torej se ozremo okrog in se zavemo, koliko ljudi prispeva k temu, da smo mi karkoli v življenju dosegli. Od jutra do večera mi živimo na prispevku drugih, od tega, da odprem luč za elektriko, ne, do tega, da teče voda, do tega, da živim v državi, za katero so predniki veliko naredili. Mislim, mi živimo na tem. In torej, to mi pomaga, da vidim, kaj vse imam in tudi, da se zavem svoje moči, kaj jaz vse lahko dam in kaj dejansko tudi lahko vrednotim v svojem življenju. In se vprašam v teku dneva, tudi če mi karkoli ne uspe, ne vem kako, kaj vse sem, na primer, jaz danes ohranila živo, kaj sem obranila, če že nisem kaj novega naredila in kaj sem mogoče posejala, kar bo šele obrodilo. In to usmerjanje pozornosti, ne, na vse, kar je živo, kar deluje, kar daje moč, je kot da jaz prižigam eno luč, eno sonce, ki greje potem vse to. Ne? In vemo, da kad jaz grejem, to rase. In torej, če jaz te lučite svoje pozornosti ne dam na tiste stvari, ki jih delam, ali ki jih delajo drugi, zastanemo v takem mrzlem svetu, kjer vidimo samo, kar ni. Se mi zdi zelo pomembno to, zato ker jaz ne živim v Sloveniji, ne, in zato mogoče to bolj čutim, ampak zmeraj mislim, koliko čudovitih stvari je Slovenija ustvarila, ne govorim samo o umetnosti, koliko je naravne dediščine, koliko je čudovite obrti, koliko ljudi, ki ustvarijo in si predstavljam, da ne vem, Italijani na primer znajo to dosti, to počnejo, ne, recimo, včeraj sem slišala po italijanskih poročilih in sem potem opazila, da vsakokrat skoraj dajo vsak dan eno lepo izkušnjo, ki se dogaja ob covidu, recimo, kaj je kdo lepega doživel, kaj je komu dal, kaj je dobil, skratka nekaj, kar ljudi lahko razveseli. Ja, in torej mi bi imeli gotovo za 365 dni za vsak dan zalogo takih reportaž za tisto, kar so ljudje ustvarili, dosegli, presegli, ne, in tega ne delamo. In če ne delaš, ne rodi tako, kot bi lahko. Ne. To se mi zdi pomembno, da opazimo, zato ker je toliko lepega, ki gre v nič, če ni opaženo in imamo zelo veliko v tej deželi lepega, kar želi biti videno. Hvala lepa. Naj se zdaj poklonim spominu Ivana Cankarja, ki je pred 3 dnevi slavil obletnico smrti in ena njegova misel meni zelo všeč. Kdor je sam ugasnil luč, nima pravice tarnati na temo. Ne? In se mi zdi, da je v Slovencih zelo veliko tega tarnanja. Ne? Tarnanja, jamranja in premalo tega zavedanja, kar si zdaj ti tako lepo povedala, koliko lepega, dobrega. Jaz si tako želim, da bi se poročila recimo začela s kakšno tvojo pesmijo ali pa s pesmijo Saše Pavče, ki piše čudovito poezijo, ali pa z odlomkom iz knjige Ferija Lajnška, dokler mu ne damo Prešernovo nagrado, bi lahko vsak večer kakšen odlomek. Skratka, lahko bi sejali semena lepote in luči, lahko. Po moje se dogaja to tudi, ne smemo pozabiti, da ljudje se navadno pritožujejo zato, ker jih nihče ne posluša. Se pravi, mi bi najprej rabili, da tisti, ki se pritožuje, doživi globok posluh, potem navadno neha. In potem šele ga lahko povabiš, da vidi kaj lepega, ne? Veš tiste, kot se dogaja, neko kakšni detki, ki že 100-tič povejo svojo zgodbo in vsi so naveličani in zavijajo oči. Zakaj? Nikoli nihče ni zares poslušal tiste zgodbe. Z velikim zanimanjem in mogoče mora biti slišana, da vem, 10-krat, 20-krat, ker je v njej toliko preslišanosti in potem bo odnehal in potem mogoče bo delal kaj drugega in povedal kaj drugega. Ne? In torej, naj nas poslušajo, ko se pritožimo, ne zares, ker je prav, da poslušaš človeka, ki mu je težko in ki ima pritožbo, ampak potem delamo še kaj drugega, ne? Dajmo se poslušati. Tina, kaj bi ti rekla na to? Ja, in kot ta testament čudovito pravi in kot Alenka živi svojim življenjem, v bistvu se mi zdi zelo tehtna tvoja pripomba v zvezi s poročili, ampak lahko pa tudi sami v svojem življenju uvedemo takšna poročila.
sploh recimo v družini, ne, mi imamo tudi ponavadi ob božičih smo imeli ta obred hvaležnosti, da je vsak povedal 5 reči, zakaj je hvaležen in smo se zelo veliko drug od drugega. Eno hudo. Pa najprej eno hudo, ampak potem pa 5. Hudo, Ja. potem Potem pa pa 5. 5 reči, za katere smo hvaležni. In se mi zdi, da bi bilo to čudovito, zdaj velikokrat družine tako preživljajo skupaj čas, da ali gledajo skupaj televizijo, pa to je že zelo skupaj, ne, ali pa vsak na svojem telefonu. Tako da, če bi namesto tega se poslušali, bi bilo možno že v družini. Zdaj, če se nočejo vsi, potem tisti, ki se želijo, pa če ni nikogar, potem lahko v svoj dnevnik napišem to srečno poročilo. In izberem, da vidim tisto, kar me je ranilo, ampak če sem še tukaj, če sem živa, pomeni, da je to živ dokaz, da je bilo več tistega, kar me je rešilo. In kot je rekla Alenka, koliko ljudi je k temu prispevalo, koliko ljudi je tukaj vsak dan zame, ljudi, ki jih vidim, ki jih slišim, koliko priložnosti, da se zahvalim, pogosto zamudim in koliko, recimo Dalaj Lama svetuje to čuječnost na to povezanost verige življenja, da ko primem ta kozarec vode, se zavedam vseh, ki so prispevali, da zdaj ta kozarec vode lahko jaz tukaj pijem in kako nesamoumevno je to. In to se mi zdi tako izjemno pomembno se vsakič znova spominjati in moram reči, da se mi pogosto zgodi, da ko pozabim, potem ravno tudi Alenka je eden mojih virov spominjanja na to, so še nekateri drugi, ampak potem recimo pride opomnik in ker se mi zdi tudi to, no, da vse te modrosti stalno pozabljamo ali pa sam moj način tak, da me razsvetlijo in potem se nekaj zgodi in jih pozabim in rabim vedno znova se odžejati z njimi, se vedno znova napojiti in vedno znova spomniti. In ko se začnem pritoževati, se spomniti in spet obrniti plaščo in iti naprej proti obljubljeni deželi skozi to puščavo korak za korakom. Še eno temo morda, draga Alenka, ko se ljudje pritožujejo, odrasli ljudje. Dostikrat slišim besedo, da se počutijo tako zapuščeni, pa tako sami, pa ne vem še naprej, ampak ti si že večkrat rekla in tudi zapisala, odrasel človek lahko zapusti samo samega sebe. Zapuščen je lahko otrok, ne? Ampak odrasel človek pa ima možnost tega objema in tudi to mi je zelo dragoceno, ko pripoveduješ, da ne od drugih pričakovati, da ti bo vrnil to, kar si mu ti dal, kar si mu naklonil, ker to, kar res potrebuješ, boš vedno dobil. Ampak če je to zastonjsko, kar si dal, boš dobil največ. Ker boš dobil in boš opazil od nekod drugod. Tako pa, ko pričakuješ, da boš dobil prav od tega, od mojega partnerja, od mojega otroka, starša, ne vem kaj, pa ne dobiš, pa se počutiš tako zapuščenega, če bi še na to temo kaj. Ja, zapuščenost je pravzaprav realna tudi lahko za odraslega človeka, ne, to recimo izkušnja izgube je ta, se pravi, ti izgubiš ljubljenega človeka in je odšel brez tvojega privoljenja. Gre za to, da ta drža, dokler je to ena taka čista bolečina, kjer recimo žalujem, to ne poškoduje človeka, zato ker kot listi odpade, ne poškoduje drevesa. Stvar je v tem, da ta čista bolečina bi morala ostati čista in brez zahtev. Torej, spoznanje, da je pač to izgubljeno, oziroma je dalo od sebe, kar je lahko, in zdaj prihaja nov čas. In se odpreti novemu času, to pa je težko. Zato, ker je treba spustiti tisto zahtevo oziroma tudi željo, včasih je goreča želja, da bi mi še imeli tistega človeka ali tisto stvar, recimo žalovanje za mladostjo ali pa žalovanje za izgubljenim zdravjem ali pa v enem neuspehu, ki lahko zelo boli. In tukaj gre za to, če se mi v tej bolečini zagozdimo in zataknemo, potem se ne sproži okrevanje.
In tukaj potem nastopi tisti mučen občutek, ne, zapuščenosti in nemoči. Zato, ker če sem jaz zapuščena in obenem vem, da jutri nekdo drug pride, ne, da se življenje obnavlja, da me čaka gotovo še kaj lepega in čutim, da to je v meni, potem bi jaz to drugače doživljala. Če pa to doživljam kot ne vsemu, kar jaz želim, ne, in začnem boriti življenjem, je to zelo drugače. In torej ta povezanost s telesom, ki pa teži k regeneraciji, nam pa pomaga, da ne čutimo tega obupa. Zato, ker čim se jaz povežem s telesom, ugotovim, da telo še vedno varuje moje življenje in me kliče naprej. Ne? Jaz sem lahko zelo obupana, ampak če poslušam, vidim, da srce bije, kri teče, oči gledajo in jaz diham. In vse celice še vedno grejo naprej in hočejo, da živim. Se borijo za to. In če jaz sledim temu in čutim, kako je to res, ne, se v meni tudi čustvena plat prebudi in grem v nek nov odnos, ki mi je ponujen. Navadno osamljeni ljudje celo vrsto stvari odklanjajo, ker hočejo druge. Torej niso ponavadi popolnoma zapuščeni, ker jih nihče ne bi hotel, ampak ker oni cele vrste ljudi ne marajo. In potem je izbor zelo, kako bi rekla, zelo ozek in ni rečeno, da oseba, ki si ti določila, da naj se s tabo ukvarja, da tista oseba bo tebe prostovoljno izbrala. In to je potem spet dolga zadeva, ne? Kaj pomeni res imeti odnose in se povezati z drugimi. Ne? To je velika znanost in mislim, da zelo težko povemo kaj konkretnega in na hitro o tem. Ne? Jaz mislim, da učenje odnosov, se pravi, znati stopati v stik z ljudmi tako, da smo odprti za to, kar drugi lahko dajo, da se umaknemo, kadar neka stvar ni dobra za nas, da iščemo vedno še nove ljudi, ne, in doživetja in da obenem ostajamo skromni, ne zahtevamo, da se vsi z nami ukvarjajo, tukaj veš, je cela vrsta sposobnosti, ki jih je treba počasi razviti. Jaz ne rečem, da sem ravno pridna in dobra in da mi to vse odlično gre, ne, ampak nekaj sem se naučila glede tega, ne. Malo te svoje selektivnosti sem omejila in sem gotovila, kam to pelje. Ta beseda skromnost, ne, se mi zdi tudi ena ključnih, če želimo, da je naše življenje razkošno, ker lahko je razkošno, ker je vsega na neki ravni v obilju za nas, ker ne živimo v revnih deželah in ker lahko imamo za jesti in za stanovati, ne. Mi smo privilegirani in si to obilje. To je materialno, ne? Že tam ljudje grabijo, ampak ljudje so tudi duhovno lahko pohlepni. Zelo hočejo vse znati, vse razumeti, imeti vse odgovore. Skromnost, ne? Ja, seveda. Ja, duhovna domišljavost je mogoče še hujša, kot kakšna druga. Tina, draga, še ti, če bi kaj na to temo povedala, na temo spreminjanja. Ker Alenka je začela, ne, da če utopimo, obstanemo na nek način na mestu, a ne? Telesu ne damo tega prostora in svobode, se bodo težko zgodile spremembe. In se mi zdi, da ravno duhovno učenje ponuja upanje, da spremembe so možne in celo nujne, če sprejmemo nase vsak dan kakšne male smrti, tako si ti rekla, žalovanja, bolečine in tako naprej. Kaj bi ti rekla o tem? Pred leti, ko sta imeli z Alenko pogovor za hospic kafe, se spomnim en stavek Alenkin od takrat hodi z mano. Zreli ljudje tudi zrelo trpijo. In mi je to tako ostalo v smislu, da pravzaprav gre za to, vse se spreminja, sprememba je edina stalnica, ampak vprašanje, kako mi sodelujemo s spremembo v sebi, v svetu. Kot učenka življenja vidim, da je ena največjih lekcij učiti se sodelovati s spremembo na način zorenja.
In tukaj bi si želela od Alenke še kaj slišati, ker mislim, da recimo vidve sta vsaka zase, za mene en model, zgled zorenja. In tudi podpore drugih v zorenju. In je to mi veliko zagotovilo, da je zorenje možno, da ga vidim na svoje oči. O zorenju, draga Alenka Rebula, si bila zdaj vprašana. Prosim. Ne vem, zakaj mi zdaj prihaja na mesto zorenja. V meni odzvane še to vprašanje o trpljenju in mi prihaja na misel, kako nekateri ljudje, ki nikoli ne dozorijo, imajo neko značilnost, ki sem jo opazila zadnje čase, in sicer, da ne prenesijo, da bi jim bilo težko. Recimo, nekomu nekaj poveš, ne govori mi tega, nočem tega slišati, povej mi kaj drugega, bolj zabavnega. Torej, potem, gledamo to stvar, poglobimo to, zadosti, in mine 10 minut in ta že ne more več prenašati stiske, v katero ga spravlja določeno vprašanje. Se pravi, ta nesposobnost, da zdržiš tisto obremenitev, da neseš nekaj časa eno stvar, ki je težka v hrib, da tako rečem, sej lahko se ustaviš in potem nadaljuješ. Ne govorim o tem, da rabiš pauzo, jaz rabim dostikrat pauzo, ampak da prav se stresaš sebe, kot prav nočeš, da to je v tvojem življenju, nočeš, da motijo tvoje prijetno in kaj bi rekla, lagodno potovanje skozi življenje, in te moti, da se ti to zatika, da ti tega ne dajo, da oni neki, skratka, ta nesposobnost, da bi vzdržali vse tisto, kar se dogaja, kadar raziskujemo, kadar ne razumemo, kadar je megla. In zato se mi zdi, da ta sposobnost človeka, da vzdrži in nadaljuje kljub temu, da so ovire in da v tem se tudi krepi, da to je ena od tistih stvari, ki nam potem omogočijo, da dozorevamo. Ker to je, se pogledaš na jabolku, če bi malo zeleno jabolko reklo, sem se naveličal čepet na tej veji, bom padel dol. Ne bi imeli ene stvari, da bi jo pojedli. V naravi vsaka stvar čaka na svoj trenutek, in je tam, dokler ni narejeno. Vsaka stvar. In ljudje imamo to, ne vem, čemu bi to primerjali, na taka nestrpnost, prav pogosto jo vidim, in potem to so isti ljudje, ki se jim ponavljajo težave, seveda, vedno v isti obliki, ker nobene stvari ne speljajo do konca, nobenega spoznanja, vse je prenaporno, vse jim gre na živce. Tako da mislim, da je to kar povezano z sposobnostjo in to je tudi spreminjanje. Se pravi, če ti ne zoriš, se ne spremeniš. So nekateri, ki ostanejo celo življenje enaki, prav zaradi tega, ker se stvari ponavljajo. Ali greš v spremembe in tudi, ker zdržiš ta proces spreminjanja, so ti zlasti najbolj mučni trenutki, ko nisi ne eno, ne drugo. Zapuščaš nekaj in nisi še na drugi strani in si na tem majavem mostu in pod tabo brezno in ne veš niti, kdo si in če boš prišel čez in kaj je na drugi strani in ti je žal, da si pustil varne svoj plot. In to je tako, ampak takrat, ko greš čez, če je na drugi strani kdo, ki ti pomaha in reče, pridite, počakam, daj drži se takole, naredi, ali pa če še kdo, ki gre s tabo, potem gre. Hvala lepa, draga Alenka. Tina, prebereš konec te knjige, prelepe knjige Obljubljena dežela. Lahko jo kupite prek spletne strani, ker prejte na spletno stran Alenke Rebula in Josipe Prebek in kupite to lepo knjigo za Božič sebi in drugim, ker z njo se boste naučili praznovati življenje. Tina Košir, prosim, veliki finale s koncem te knjige. Tu ni nič idiličnega. Narava je grozljiva in radodarna, razkošna in kruta.
Včasih vzame vse in dolgo zaustavlja vse naše poskuse. Postati naravni in organski pomeni dojeti, kaj vse zmoremo, in dojeti, da je tisto, česar ne zmoremo, tudi del življenja in v službi jutrišnjega dne ali koga drugega, ki smo mu predali svoj prispevek. Narava je živa priča resnice, da se nič ne izniči in da smrti ni. Na tej poti lahko kot posamezniki in kot narod dojamemo, kako je mogoče svoj čas prehoditi z lahkim in živim korakom in prav tako tudi oditi ter za seboj pustiti obilje. Kot veter, kot seme za jutri, kot vesolje v ekspanziji. Hvala lepa, Alenka Rebula, za ta res lep, milo lep večer. Hvala tebi, Tina Košir. In lepo povabljeni, januarja nadaljujemo, morda tukaj, januarja nadaljujemo, pravim, morda tukaj v ateljeju Stojana Batiča, na vsak način gremo naprej, vsemu navkljub, morda pa že v veliki dvorani te švicarije, ki je naš dom. Hvala lepa in lahko noč.